Pozdravljeni. Kakšna je v resnici dodana vrednost Lewisa Hamiltona, predvsem v optiki njegovega prestopa v skuderijo Ferrari? Okrog Lewisa Hamiltona je bilo povedano, napisano, objavljeno ogromno v zadnjih mesecih. Vse se je pravzaprav začelo s tisto potrditvijo njegovega prestopa iz tovarniške ekipe Mercedes v skuderijo Ferrari. Ampak to se bo zgodilo šele v naslednji sezoni. V aktualnih prvih 4 dirkah sezone 2024 smo res mi navdušenci videli bolj bledo podobo tega voznika, ki je po podatkih eden izmed najboljših sedanjega časa. In Lewis Hamilton seveda v mnogih opisih je tisti, ki je dosegel 7 naslovov svetovnega prvaka, 103 zmage na velikih nagradah in še bi lahko naštevali statistiko. Ampak Lewis Hamilton po drugi strani v začetku te sezone ne nudi, vsaj po mojem osebnem videnju, nobene dodane vrednosti. In o čem govorim? Namreč Lewis Hamilton bo iz Mercedesa odšel v Ferrari tudi zato, da bo skuderiji iz Maranella lahko pomagal doseči tisti tako željeni naslov svetovnega prvaka. Torej, on kot voznik bo neka dodana vrednost. Danes si lahko začnemo spraševati, kakšna je ta dodana vrednost Lewisa Hamiltona v tem danem trenutku. Seveda, za nami so šele 4 velike nagrade. Torej, do konca sezone ima Lewis Hamilton še obilico priložnosti, da se izboljša. Ampak kljub vsemu naredimo neko krajšo analizo, neko temeljno osnovo, na kateri lahko začnemo razmišljati. Namreč tovarniška ekipa Mercedes v konstruktorski lestvici zaseda 4. mesto. Zbrali so 34 točk. Takoj za njimi na 5. mestu, samo za 1 točko manj, Aston Martin. In obe ekipi delista marsikaj, naprimer pogonski sklop, menjalnik in mnogo drugih komponent. In tu se sedaj lahko postavi obe realnosti na neko primerljivo osnovo in pogleda, kaj so pokazali tudi vozniki, ki jih vidimo seveda na drugi lestvici. In kot zanimivo, nahajajo se na 7., 8., 9. in 10. mestu, kjer je najviše George Russell z 24 točkami. Na to sledi Fernando Alonso z istim izkupičkom, a slabšim rezultatom, kar se tiče doseženih mest. Vidimo na to Lewisa Hamiltona, ki je dosegel samo 10 točk, le točko več kot Lance Stroll. Verjetno vsakdo izmed nas bi pričakoval, da v tej četverici bo bil Lewis Hamilton tisti z najboljšim izkupičkom oziroma tam blizu vrha. Ampak med 24 točkami ter 10 je po mojem skromnem mnenju velika razlika. In če pogledamo Fernanda Alonsa, bomo takoj ugotovili, da ima verjetno čisto drugačen pristop kot Lewis Hamilton. Ne samo, da na dirkah kaže tisti svoj prirojeni talent, ima izjemno visoko motivacijo kljub letom in seveda vsem, kar se mu je dogodilo v karieri, in konec koncev svojo karizmo zna navdihovati tudi samo ekipo. Lewis Hamilton je na prvih 4 dirkah letošnje sezone pokazal primerljivo prav toliko kot Lance Stroll. In verjamem, mnogi Lancea Strolla ne cenite preveč. In tu se sedaj moramo začeti spraševati,
ali je Lance Stroll dober ali slab, se mora odločiti vsak sam. A nažalost je njegov izkupiček točk praktično identičen tistemu, ki ga je dosegel Lewis Hamilton. In če je Stroll dober ali slab, je prav tak tudi Hamilton. Tu menim, da vse tisto, kar je dosegel v preteklosti, ne šteje. Namreč dodana vrednost je tisto, kar si sposoben dati tukaj in sedaj. A pravzaprav ima Lewis Hamilton do konca sezone še kar nekaj priložnosti, da izboljša svoj izkupiček. Ne bomo govorili o statistikah. Ampak po drugi strani bi se po mojem osebnem videnju moral začeti malce zgledovati po svojem verjetno največjem nasprotniku na štartnem razporedu. Uganili ste, govorim o Fernandu Alonsu, s katerim se ne razumeta najbolje, pravzaprav od daljnega leta 2007. Ampak Lewis Hamilton v Ferrariju smo prepričani, da bo lahko dal tisto nekaj več. In kaj bo to v primerjavi z onim, kar smo videli na prvih 4 velikih nagradah? Namreč njegovi najbolj goreči kritiki so zmeraj navajali dejstvo, da Lewis Hamilton je osvojil toliko zmag in toliko naslovov tudi po zaslugi izjemno dominantnega bolida, ki ga je takrat pripravila tovarniška ekipa Mercedes. In to se vidi res velika razlika med tistim, kar kaže v tem trenutku Fernando Alonso in pristopom, ki ga vidimo pri Lewisu Hamiltonu. Po mojem ne gre toliko za pomanjkanje talenta ali hitrosti, temveč v osnovi za pomanjkanje motivacije. Kot da bi se Lewisu Hamiltonu nekako ne ljubilo biti tam v ospredju, se boriti in dosegati mesta, ki po njegovem mnenju niso tako zanimiva. Govorimo lahko o 4., 5., 6. mestu na koncu vsake dirke. Vsakdo si želi zmagati, ampak do zmag se vsaj po mojem videnju pride postopoma, po stopnicah. In tu bi se rad ustavil še pri zanimivi reakciji prav Lewisa Hamiltona na vikendu posvečenemu veliki nagradi Japonske. Kot poroča spletni portal GP Blog 7. aprila, ga je novinar vprašal rahlo neprijetno vprašanje. In tu seveda se moramo zavedati nekega dejstva. Danes se mnogokrat zgodi, da novinar, ki sprašuje, želi biti zanimiv in pameten, čeprav to ni. In takrat pridejo na dan vprašanja, ki so vse prej kot umestna. In novinar je vprašal Lewisa Hamiltona, če kaj z zavistjo gleda proti skuderiji Ferrari, proti ekipi, kateri se bo pridružil naslednje leto. In tu je mislil predvsem na to, da bolid SF Pomišljaj 24 je v tem delu sezone bistveno bolj konkurenčen od Mercedesa W15. Izjemno provokativno vprašanje, kajti Lewis Hamilton je v tem trenutku še zmeraj član tovarniške ekipe Mercedes in ta splošna politična korektnost v bistvu prepoveduje, da bi se izrazil proti svoji lastni ekipi. In tudi prav je tako. Lewis Hamilton na vprašanje sploh ni odgovoril. Enostavno se je obrnil in odšel iz tiskovne konference. S tem je pokazal novinarju, da takšna vprašanja ne sodijo na tiskovno konferenco, kjer bi želel pridobiti neke informacije, ki bi bile skorajda na nivoju trača. A to ni važno. Lewis Hamilton je pokazal, da pravzaprav nima neke volje se spopadati z ogromnimi težavami, ki jih lahko vidimo pri tovarniški ekipi Mercedes in njihovem bolidu W15. A res ostaja odprto vprašanje, kaj bo lahko prinesel k skuderiji Ferrari.
Govorili smo o Fernandu Alonsu. Njegova motivacija je neverjetna. In bodimo iskreni, v Formuli 1 je za bistveno manj denarja v primerjavi s tistim, kar vidimo pri Lewisu Hamiltonu. In to nam tudi kaže, da je pravzaprav tisti motiv, zakaj vztraja, v njem samem in ne toliko v nagradi, ki jo lahko doseže. Bo Fernando nadaljeval ali ne, ne vem, ampak Lewis Hamilton, ukolikor želi obdržati tisti status, ki ga ima, tudi priljubljenost med publiko, bo moral začeti pokazati več. Pokazati več volje, pokazati več bojevitosti in pokazati več motivacije. Kot sem že omenil, ima še 20 dirk pred seboj. A mislim, da si ne sme privoščiti to, da bi nekdo dejal, da samo čaka, da bo njegove pogodbe z Mercedesom konec, da bo lahko končno prišel v Ferrari. Kajti, če bo prišel v Ferrari z takšno motivacijo, se situacija, vsaj po mojem osebnem videnju, ne bo bistveno spremenila. Lahko bodo rezultati boljši, ampak to, da bi ga videli na vrhu, bodo lahko ostale domneve ali pa sanje. A kot običajno gre za moje osebne videnje, za moje osebno mnenje. Vam pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.